Ma kaj je že novo leto? Se hecam. Že tretji dan novega leta. Dajmo zdaj danes kot kovček vprašanje eno simpatično metaforo, ki mi je pri srcu. In to je, če bi bilo leto 2021 nepopisan list papirja, kako bi ga radi popisali? S čim bi ga radi popisali? Ker če imam za sabo ne vem, če vidite to prazno tablo, prazen list papirja in zdaj jaz lahko na ta list pišem, kar hočem. In vi ste zdaj, če pogledate, 2 dni in še nekaj, malo bo 3 dni, popisali že na ta prazen list papirja, ki se imenuje leto 2021. In ena izmed čudovitih novic, ki bi vam rad ponovil, vem, da jo veste, je, da se vi odločate, kako boste to leto popisali. Na kakšen način, s čim boste to leto popisali. Kaj bi radi počeli več, kaj manj? Kaj bo tista stvar, ki bi jo radi v letu 2021 še posebej izpostavili? Izpostavili z tega vidika, da boste rekli, super, to je zdaj moje leto, to leto si bom res zastavila ali pa zastavil, da ga bom popisal z veliko nasmeški. In si lahko rečete, nasmešek bo ena stvar, s katero bom popisala ali pa popisal leto, ki je ravno kar začelo. Kaj bo še del tega leta? Mogoče boste rekli, želim izobilje. Izobilje, bo ena stvar, ki si jo želim v tem letu. Ne vem, če sem dobro narisal ta znak za evre. Lahko rečem, da se dolarja še zraven. Okay? Torej, kaj je tisto, kar bi radi v resnici popisali v temu letu, ki se je ravno kar dobro začelo? Vzemite si prazen list papirja. Ne pišite z vašimi besedami, ne rišite. Dajte ta prazen list papirja popisati z lepimi trenutki, z lepimi občutki. Dajte to leto, ki prihaja, orisati z veliko lepih, pozitivnih srčkov. To pomeni, da boste sebi in ljudem, s katerimi se boste srečali, podarili ljubezen, podarili pozitivne občutke, podarili hvaležnost, podarili karkoli. In kako lepo bi bilo, če bi bili vi za nekoga luč. To pomeni, če je to žarnica, ki sveti, in tukaj ima, kaj oni vejak, kaj že je, mislim, mama mija, sem mojster risanja, je tako, če je to žarnica, ki sveti, zakaj ne bi bilo vaše življenje v letu 2021, v tem praznem listu papirja, ki ste ga začeli komaj pisati, luč upanja, luč svetlobe, luč vire, luč pozitivnega pričakovanja. Zakaj ne bi bilo to leto, ki prihaja, ki smo ga dobro začeli, leto, ki boste rekli, da ste ga na koncu popisali z vsem tistim, kar si sami želite. Ponavljam, dobra novica je, da sami izbirate. Dobra novica je, da sami zavestno vplivate na to. Dobra novica je, da se lahko zdaj, v tem trenutku odločite, kaj konkretno boste naredili. Dobra novica je, da ste vi gospodarji svoje lastne usode. Dobra novica je, da imate čas zdaj to narediti. Hvaležen bom za vaše komentarje, hvaležen bom za vaše povratne informacije, hvaležen bom, da boste rekli na koncu tega leta, Aleksander, takrat sem poslušal tiste kovček vprašanje, sem vzela prazen list papirja, sem vzel prazen list papirja in ga popisal in veš, 90% od tega sem dejansko uresničila. Zdaj je čas, da to naredite. Vzemite prazen list papirja, zdaj ga popišite. In to je seveda metafora, ko boste zapisali vse cilje, kaj bi radi uresničili v tem letu. Je metafora zato, ker vi boste dejansko z dejanji, z življenjem, z nasmehi, z dobrimi občutki popisali leto, ki se je ravno kar začelo. Hvala, ker delite, komentirate, všečkate
In še enkrat, če se še nismo videli, ker ste do zdaj spali, počivali in bili offline, vam želim srečno, zdravo, mirno, uspešno in predvsem čarobno novo leto, ki ga boste popisali, tako kot si ga sami želite. Hvala lepa, ostanite zdravi.